Vetrovi definitivno pomenijo, da prebava, še posebej ta del prebave, ki poteka v debelem črevesju, ni optimalna. Ker je hrana nekaj, kar človek vnaša v sebe trikrat dnevno, ali pa dvakrat, ali pa enkrat dnevno, 365 dni v letu. Mislim, ne verjamem, da človek rabi doštudirati medicino, da mu je jasno, da mi dejansko s hranili, ki jih pojemo, izgrajujemo svoje celice. Ohranjati svoje psihološko polje čisto, svoje misli, občutke jasne in čiste, take, da obstaja čim manj notranjih konfliktov ali pa se vsaj zaveda teh konfliktov. Tako da hočem reči, da počitek ne pomeni, da neprestano počivaš in se ukvarjaš samo s seboj. Ja. Ampak tudi, če ne moreš počivati, tvoje delo potem mora biti tako, da ti vrača energijo. Da je 7 stopenj bolezni, po Ayurvedi 6 in da zahodna medicina prepozna bolezen šele na 5. Jaz bi rekla, da je to notranja tišina. Rekla bi, da je to sposobnost in to bi recimo bila stvar, ki bi za moje pojme morala biti upeljana v šole. Moja pot je samo moja pot, tvoja pot je samo tvoja pot, torej ne more biti enoznačen odgovor. Zdravstveni sistem je vse manj zainteresiran za zdravje in vse več za menedžiranje bolezni. Evo, danes sem na obisku pri Biljani Dušič. Za vse tiste, ker boste zdržali do konca te epizode, vam obljubljam, da vam razkrijem, zakaj imava isti priimek. Gospa je že skoraj 70 let stara, zdravnica, napisala že knjigo skupaj s Sanjo Lončar, kjer je prispevala svoj pogled iz Ayurvede o možganih, o hranjenju možganov. Danes sem obiskala na domu, ker si želim, da so te epizode čim bolj sproščene, naravne in tudi praktične, kjer bom povprašala kar nekaj stvari glede zdravja in tudi glede Jyotisha, stvari, ki jih tudi uči. Namreč poučuje tudi zdravnike o Ayurvedi, ker je bila prej zdravnica, s njimi tudi lažje poistoveti. Skupaj se bomo pogledali tudi tole njeno visoko gredo, tako da vabljeni k poslušanju in se veselim vaših komentarjev. Danes na obisku pri Biljani Dušič, ki jo spremljam že 10 let. V tem, kako zdravi mnoge, in vedno, ko potujem po Sloveniji, vedno dobim odgovor, da vas poznajo, da ste že pomagala tolikim pa različnih boleznih, in mi je zelo zadovoljstvo in hvala, da sem lahko prišla narediti tale intervju. Dobrodošla. Hvala. Jaz se spomnim prvič, ko sem bila v vaši hiši in sem se zraven vas usedla in sem začutila eno tako posebno energijo, prav eno, človek bi rekel, auro, ali prav tako me je, ta prezenca vaša se dotaknila, in sem pol ugotovila, da res redno delate zjutraj prakso. Kaj vse ta praksa vsebuje in koliko časa je že tega? Ta praksa me spremlja, to je nekaj, kar mislim, da je del mene. Od koliko časa ne bi se mogla tega spomniti zdaj. Ampak kaj vsebuje? Vsebuje praktično eno obdobje tišine, preden začnem dan, ki je izpolnjeno, bodisi z meditacijo, bodisi preprosto tišino in uglasitvijo z dnevom, z seboj, z soncem, lahko bi rekla. Zelo, ni to neka praksa, katero bi zdaj lahko naštela kot neki protokol, kateri je zdravilo ali pa navodilo, sploh ne. V resnici je to bolj stik. Samo. Niti ne s seboj, ampak s svojim lastnim bistvom in nekako neka povezava, ki me potem nosi čez dan. Ja, presenetilo me je, da ste ravno prišla iz Kitajske, kjer ste 14 dni bila na intenzivnem treningu tai chia, torej tudi to nekaj, kar vas zelo dolgo spremlja. Ja, to me spremlja že 25 let. Ja, kaj je tisto, kar je v tai chiu takega, da vas tako povleklo? Tega bi težko rekla. Jaz bi rekla, da moram imeti neko da temu tako rečem, karmično vez s tem območjem in s tai chijem, ker
Prvič, ko sem prišla v stik s to, ko sem sploh v enem trenutku, ko me je to začelo zanimati, sem si želela spoznati to veščino, zato ker sem želela spoznati, kakšen imajo ljudje, kateri so izumili to veščino. Pravzaprav. In zdaj mi nekako se te stvari po 25 letih sestavljajo, tako da definitivno to ni nekaj, kar lahko ujameš hitro, Ja. ker tudi rabiš čas, da spoznaš ne le veščino, ampak tudi celo zgodbo in ljudi, kateri so generacije ustvarjali to veščino. Ja, sicer se mi zdi, da je zelo malo ljudi v vaših letih, ki bi tako vztrajno nekaj takega trenirali in sicer učite jogo že ogromno let. Kako je po vašem mnenju, kakšna je splošna populacija, kar se tiče vzdržljivosti neke telesne? Kako bi ocenila, glede na to, da k vam hodijo vse ljudje, ki več vlagajo v fizično? Mislim, jaz bi rekla, da je definitivno ta srenja ljudi, s katero se jaz srečujem in na jogi in na tai čiju nadpovprečna, kar se tiče te, kako bi rekli, Angleži bi rekli dedication, kako mi rečemo, posvečenosti na dolgi rok. Pač neki, tako joga kot tai chi je doživljenjska stvar. To ni nekaj, kar lahko da rezultate v 5 minutah, oziroma čim dlje traja praksa, bolj globje spoznavaš ne samo veščino, spoznavaš predvsem sebe in svojo umeščenost v svetu. Tako da tako joga kot tai chi imata oba dva isto logiko, zato ker telo ima isto energijsko in zgradbo in logiko. Le da tai chi je usmerjen, pač je borilna veščina, joga je praktično namenjena temu, da se skozi vadbo odprejo določene notranje poti, prvo zunanje, kot so kite in mišice in sklepi, potem pa vse bolj notranje, da bi človek lahko se pogreznil v tisto nekaj subtilnega, kar živi v njemu. Se pravi, ja, to mi je fascinantno, no? Da nekdo tako vztrajno, ne samo za mentalno skrbite, ampak tudi za fizično tako močno, ker se mi zdi, da gre z roko v roki. Zelo težko bi brez razvoja telesa tako močno razvijali to. Mislim, se lahko razvija tudi brez telesa, samo potem to, kar dosežeš z umom, težko spustiš, kako bi rekla, na zemljo brez telesa. Težko pač telo potem ne, kako bi rekla, ne služiti dolgo ali zelo hitro lahko postane šibko. Ja. No, to me je tako spomnilo na ta začetek, kaj me izprva najbolj fascinira. Se pravi, ta energija, ki se začuti v bistvu v prostoru, pač ta prezenca, ta vibracija v bistvu, da je segla prav do mene, čeprav ste me sam pregledala. In se spomnim prvega pregleda, ste si res dolgo vzela čas, sva šle čez, se pravi, na ajurvedskem posvetu se gre in v zgodovino staršev, kakšne bolezni so imeli, kakšno je zdaj stanje, kakšen je v bistvu tudi lifestyle. In se spomnim, ko ste mi rekla, da bi morala počivati 3 mesece. In jaz sem vas takrat pogledala in sem rekla, kako 3 mesece? Kdo pa ima v tem času čas, če imajo ljudje 2 tedna dopusta, pa hvala Bogu sem bila jaz 5 takrat, pa sem si lahko privoščila, da sem res za dalj časa v bistvu dala to na stran. Koliko je pomemben mogoče tudi ta počitek, čeprav je ta fizična vadba tudi pomembna, in kako ljudje reagirajo na to? Absolutno pomemben. Tudi ljudje, ki zelo težko fizično delajo, recimo kot je tai chi, je zelo naporna fizična vadba pravzaprav, in tam v zibelki tai chi chuana na Kitajskem je to vadba, ki je dejansko še 2-krat bolj naporna ali pa večkrat kot tukaj, ampak te ljudje poznajo, kaj pomeni harmonija med počitkom in vadbo. Ko počivajo, nimajo še
15 drugih stvari, ampak takrat in tudi življenje v vasi poteka tako. Dopoldan je delo, potem se kosilo vse zapre, vključno s trgovinami, restauracijami, vsem, potem počitek po kosilu, potem zopet delo in zaključek dneva. In kako pacienti odreagirajo, ko jim rečete, da rabijo celo leto počitka? Mislim, vsak je v različnem, kako bi rekel, v različni situaciji, tako da eni si tega ne morejo vzeti zaradi objektivnih okoliščin, eni zaradi tega, kar mislijo, da so objektivne okoliščine, preprosto si ne predstavljajo kaj drugega. Tako zelo različno. Eni nekako potem počasi dojamejo, da ta balans, ta harmonija med počitkom in med delom je v resnici naša izbira in naša pravica in nekaj, kar človek izbira v življenju, ne glede na okoliščine. In koliko si jih ljudi to privošči, koliko moramo globoko zabresti zdravjem, da pol rečejo, recimo pacienti, ki jih imate vi, ker si predstavljam, da brez počitka težko. Zopet zelo različno. Eni ljudje pač dejansko so bolj odzivni na to in eni ljudje dejansko potrebujejo resno bolezen, da bi potem pač si vzeli ta nasvet nekoliko bolj resno. Ampak načeloma pač so tudi ljudje, kateri to jemljajo resno. Tudi ne bi rada, da to pomeni zdaj, da se človek mora neprestano s seboj ukvarjati. Jaz mislim, da je ena velika radost, katerega človeka nosi tudi, če je bolan ali pa če mu zdravje opeša ali pa če se postara, je ena velika radost, ki ga polni in mu daje to životvorno silo, je tudi to, da ta radost dajanja, da daja nekaj temu svetu, da v resnici omogoči nekaj, kar je dobro za vse, ne samo za njega in njegov ožji krog. Tako da ta radost je nekaj, kar je definitivno životvorno. To pa se še jaz spomnim. Tako da hočem reči, da počitek ne pomeni, da neprestano počivaš in se ukvarjaš samo s seboj. Ampak tudi, če ne moreš počivati, tvoje delo potem mora biti tako, da ti vrača energijo skozi da ti vrača to skozi tvojo lastno dušo, to životvorno energijo. Če pa nekdo dela pač, ne vem, nekaj, kar ni s tem namenom, potem je pa to, kako bi rekla, situacija, v kateri prej ali slej zopet, kljub temu, da počiva, pride na neko slepo ulico. To se spomnim teh psiholoških raziskav, ki so bile, da če ne delamo dobro za družbo, koliko smo manj srečni in koliko na srečo vpliva, da dajemo skozi o tem, mi je bilo zanimivo gledati. Jaz sem si želela, da bi te pogovori bili izredno praktično tudi naravnani, tako da sem pripravila enih par vprašanj, ker ko sem zaključila vašo šolo Ajurvede, so mi bile ene stvari zelo fascinantne in vidim, da vedno znova zelo malo ljudi se tega zaveda. Pa ker se bliža poletje, oziroma smo že skoraj tam, glede na temperature, imam zelo enih tudi praktičnih stvari, ki se mi zdi, da bi morale priti med ljudi, ker se tako pogosto dogajajo. Tako da ta trenutek vidim, da tako da greva zdaj počasi malo mogoče v Ajurvedo, da moške zelo zaboli plešavost. Se mi zdi, da je zelo veliko moških plešastih, da ne opazujejo, kako v bistvu se jim barva obraza spreminja, kako postajajo zelo rdeči, kako potem v bistvu ta vročina gre vse navzgor. Kako Ajurveda gleda na to? Na plešavost. Na plešavost in kaj je razlog? Mislim, Ajurveda povezuje plešavost z pretirano količino pite v telesu. Pita, ene vrste fluid, psihotelesni fluid, v katerem je največ elementa ognja. To se pravi, glede na to, da gremo zdaj v poletje, bo tega ognja še več in več, ampak načeloma je pleša naravno povezana recimo z količino testosterona pri moških, tako da tudi plešavost ni nujno nekaj zelo slabega, meni se ne zdi plešavost nekaj groznega, ampak pač to se pravi ljudje, ki imajo več tega ognja
iz spodnjega trebuha so lahko nagnjeni plešavosti, ampak roko v roko s to plešavostjo, če je povezana z visoko pač ravnjo testosterona, pa običajno gre tudi visok krvni pritisk, ki je tudi povezan, kri je povezana z pito in običajno ta dva gresta skupaj. Tako da načeloma tisto, kar lahko slehernik, ne da bi se zdaj spuščali v to, kar je sicer bazično za Ayurvedo, da vsak mora prvo vedeti svojo neko konstitucijo in čemu je nagnjen, da bi lahko vedel, kako naj dizajnira svoje življenje, da bi ga podprlo in da bi v resnici ustvaril neke vrste harmonijo, koliko toliko. Pač tisto, kar bi jaz rekla, da je povezano z, kar človek lahko naredi, recimo, je, da zmanjša vnos tistega, še posebej v poletnem času, kar dviguje vročino v telesu. Ker je že vroče v okolju. Takoj. In to so rdeče meso, maščobe, začimbe, take zelo pekoče začimbe. Feroni, tabasko. Ja, veliko popranja in vsega ostalega. In to, kar je najbolj moderno na vrtu, verjetno žarjenje. Kaj? Žar. Da, to je, to nisem sploh vedela, zakaj gre, torej to misliš peka čevapčičev in to je rdeče meso. Ja. Potem tisto, kar pač dviguje ogenj, je alkohol in skratka to vse. Kako pa je še s kavo? To vse, kar gre, kava tudi do določene mere stimulira, kot stimulans pomeni, da nosi ogenj, ampak kava je bolj povezana tudi z alkoholom, nekoliko več z jetri, tudi z živčnim sistemom, zato ker pač je efekt vsakemu, ki pije alkohol, jasen, ampak kava je na nek način tudi dražilo, se to pomeni stimulans, pomeni dražilo, tako da bi lahko rekla, da definitivno nekomu, ki ima višek pite, redna uporaba kave ni nekaj, kar ga lahko podpira. Jaz od te šole zelo težko pozabim na to, vsakič, ko smo v kampiranju, pa vidim strice zraven, vsi veselo roštiljajo, pa ob večerih pa pojamrajo, pa jo nima las, pa kako težko to preživljajo. V bistvu pa vse, kar delajo, je to, kar so naštele. Zjutraj najprej kava, pol tisto žarjenje, zraven že pirček tako ob 10, 11 in v bistvu praktično cel dan delajo stvari, ki jih še dodatno grejejo. Da ne govorim, kako to vpliva pol na partnerstvo, nekdo, ki je že tako vročekrvn, ki postaja še toliko bolj, in v bistvu nezavedanje tega, pogrešam to, da bi se več o tem pogovarjali. To v resnici tudi, čeprav se zdaj o tem ne pogovarjamo, bremeni srce in ožilje. Vse to, kar sva zdaj izrekli in kar si ti zdaj ponovila, je obremeni srce in ožilje in praviloma to potem pelje v ta, kako ti praviš, strici v teh letih 50 plus, to pelje v ta značilen izgled ljudi, ki so nekoliko bolj, ni nujno, da so debeli, imajo pa definitivno trebušček in rdeč obraz. Rdeč obraz. In dostkrat so tudi brez las. In so velikokrat brez las in tudi pač je tveganje za kakšne srčno-žilne bolezni, vključno z infarktom, še posebej ob teh poletnih vročinah, višji. Tako da zato se mi je zdelo, da bi bilo fajn spregovoriti o aktualnih stvarih, ker se mi zdi, da pa zahodna medicina, če omenjava zdaj primerjavo med Ayurvedo, je zelo zanimivo, kako smo delali, da je 7 stopenj bolezni, po Ayurvedi 6 in da zahodna medicina prepozna bolezen šele na 5. stopnji. Se pravi, tik pred tem, ko je nekaj že kronično. Torej, ena taka zanimivost mi je tudi bila, ko sem bila enkrat z vami, pa ste slišala, da je nekdo prdno. Ne bomo zdaj o tem, kdo je to bil. Vi ste tako rekla, priporočam ti lanino seme, mislim, da je bilo v sirotki, zdaj se ne spomnim dobro, da se vsak dan potem tisto zaužije. Ampak mi je bilo tako, nekdo že v bistvu vetrove, ali pa da se nekomu spahuje, ali pa da ima nekdo prhlaj, ali pa suho kožo. Ayurveda že takoj ve, kako bi se lahko tega lotila. In to je meni najbolj fascinantno, koliko moraš senzitiven. Za Ayurvedo je to že simptom nečesa. Tako, se pravi, koliko moramo biti senzitivni
da mi sploh že te male stvari, ne da sploh pride do, recimo, zdaj sem se na to plešal, niti nima veze, ali pa da pride sploh do hemoroidov, ali pa da sploh pride do enih takih akutnih že stvari, a ne, koliko je Ayurveda že senzitivna in že v bistvu te stvari naslavlja. Kaj bi pa rekli glede vetrov, recimo, kaj že to v bistvu kaže, kaj iz tega se potem lahko razvija in zakaj, ne vem, bi Ayurveda že tukaj začela? Vetrovi definitivno pomenijo, da prebava, še posebej ta del prebave, ki poteka v debelem črevesju, ni optimalna. Ja. Pomeni, da je suboptimalna, da je v resnici nekaj, kar je premalo. Že tako da, zakaj to nastane? Lahko nastane bodisi zaradi pretiranega intelektualnega dela, lahko nastane zaradi prevelike obremenitve živčnega sistema, lahko nastane zaradi pretirane uporabe suhe ali mrzle hrane, lahko nastane pri ljudeh, ki so dominantno vata konstitucija, tudi Se pravi, to so ljudje, ki so izredno suhi, ki so suhi, imajo suho kožo, ploski spredaj, zadaj. Ja, ozke telesne zgradbe, ljudje, kateri so tudi zelo živčno senzibilni, se pravi, tudi imajo, kako bi rekla, zelo širokokotni objektiv, kar se uma tiče, tako rekoč, tako da se zelo zavedajo vsega s svojim živčnim sistemom, kar jim je na nek način ta radovednost in širina v plus, ampak to sočasno pomeni tudi, da reagirajo, da so senzibilni na vse iz okolja in nekaj, kar nekoga niti najmanj ne vznemirite, ljudi lahko vznemiri. Torej, to je recimo vata konstitucija, ampak tudi, če ne gre za to konstitucijo, tudi, če gre samo za ljudi, kateri so se že izčrpali z dolgoročnim stresom ali s pretiranim intelektualnim delom, danes ni težko se izčrpati, kar se tiče živčnega sistema, ker neprestano ljudje gledajo po 8 plus ur v neke ekrane, ki je vse migeta, pa potem pridejo domov, pa za počitek gledajo še film ali kaj takega. Torej, to je nekaj, kar bo direktno za Ayurvedo, ker sta živčni sistem prek tega, da gre za živce, kateri upravljajo tudi s prebavili, pač je, in še posebej z debelim črevesjem, to bo recimo pripeljalo do tega, da je prebava šibkejša in da se hitreje ustvarjajo vetrovi. Da o tem pač ne govorim, da je recimo prehrana dolgoročno tako neustrezna, da počasi poide prebavna moč in da potem, ko ta prebavna moč pade, se začnejo ustvarjati vetrovi, zato ker prebava preprosto ne funkcionira več optimalno. Kaj lahko naredimo? Kaj je ta kura z lanenimi semeni, ki sem pozabila? Laneno seme je nekaj, kar lahko, če se zmelje in namoči, kar omogoči, da se blato, ki je postalo suho in počasi človek nagnjen zaprtju, da se spravi iz debelega črevesja. V kaj se ga umeša? Kako se ga je? Lahko se ga je samo tako, da se zmelje in tudi umeša v vodo. Za Ayurvedo je to, v kaj se ga umeša, odvisno od tega, za katero konstitucijo gre. Če gre za debele ljudi, bi lahko pač to seme lahko umešali in pomešali z medom. Če gre za recimo ljudi, kateri imajo samo preveč ognja, lahko bi rekli, ljudi, kateri so taki, kot smo jih prej opisali, tisti rdeči obraz ali pa zelo intenzivni, zelo ognjeviti tudi v svojem karakterju. Pri teh ljudeh bi lahko mešali niti toliko v jogurt, ampak bi lahko mešali recimo v navadno vodo ali bi lahko namešali z sokom od aloe vere recimo. In za te ljudi, ki smo jih prej opisali, ki so suhljati, bi vmešali recimo toplo vodo ali toplo mleko. Se pravi, ni tako hitro enoznačen recept, ker se mi zdi, da vse revije zadnje čase hočejo en odgovor, da vsi pite to, recimo, ne, ampak zdaj že vidimo, zakaj je mogoče posvetovati se z nekom, a ne to ključnega pomena, ker je spet odvisno, kakšen tip smo. Pri čemer bi pa samo vprašala, klistir bi se pa priporočil za vsakega, ki ima vetrove. Kako je s tem? Niti ne. Če je to nekaj, kar je rešljivo na ta
enostaven način brez klistirja, potem klistir ni absolutno nujen. Se pravi, jaz ko gledam, ne, koliko jemo veliko pšenice, koliko veliko jemo, ne vem, sira, ker vsi vemo, da te dve stvari delujeta kot lepilo na prebavila. In se mi zdi, da ne bilo slabo, če bi vsak človek naredil enkrat na let klistir. Pa sem vas to hotela vprašati, koliko lahko dava tukaj splošno usmeritev, da ne glede na to, kako zdravo živimo, ali ne vem, ne, če jemo vse te stvari, da ne bi bilo slabo, da se vsak človek enkrat na leto zaradi zdravja in boljše absorpcije nekih hranil, mogoče enkrat na leto malo spuče. Za Ayurvedo je klistir del enega bolj kompleksnega procesa očiščevanja, ki se kliče pančakarma. Tako da v Indiji načeloma in v orto-ayurvedski praksi se pančakarma tako za zdrave kot za tiste, ki imajo določene težave, pa sploh priporoča enkrat na eno, za zdrave recimo enkrat na leto do enkrat na 2 leti ali kaj takega, za ostale pa mogoče glede na težave. Tako da načeloma bi rekla, da ima point to, samo velikokrat klistir, če gre za to vzdrževati splošno zdravje, ni dovolj, pač to je... Ampak je ena mogoče začetna vstopna točka. Ja, ampak v Ayurvedi pač obstajajo še 2 doši in te 2 doši potem na nek način morata biti, če sta problematični obe, bolj ni dovolj, da samo eno umirimo, ker z klistirjem v resnici odvajamo iz telesa višek vata doše. Zato sem rekla za vetrove, ne? Če bi bil pol klistir eno splošni nasvet. A je tudi to težko reči? To je definitivno težko reči. Klistir pač v primeru, prvo klistir za Ayurvedo nikoli ni pač klistir z nekimi groznimi količinami vode, ker bo to vetrove samo poslabšalo. Oni bodo še slabši, če je to samo... Kompleksno. Če je to... Hota do enostavnih rešitev prej. Če je to... Je ta pač preenostavna pamet, kar je z nami, k nam prišlo pač s Ameriko in s temi njihovimi pač nasveti. Pač preprosto velikokrat se človek lahko škoduje na ta način. Mora biti neki inteligentni premislek, zakaj in kako nekaj narediti. Klistir recimo v Ayurvedi nikoli ni večji kot, ne vem, 3/4 litra, tudi maksimalno, večinoma je pa okrog pol litra 3 deci ali nekaj takega. Mi pa poslušamo o kavnih klistirih, pa o ne vem, kakšnih količinah. Tudi kavni klistiri za neki drugi sistem mogoče imajo smisla, ampak ker te druge sisteme jaz ne poznam, ne vem, kaj oni počnejo, da bi potem uglasili pač te klistirje. Recimo definitivno to, kar je bilo nekaj časa strašno v modi, hidrokolon, pač se pravi, to so izpiranje debelega črevesja z enormnimi količinami, to so desetine litrov. To recimo, ta praksa je dobra za ljudi, kateri so recimo kapha tipa. Se pravi, imajo več substance. Ja, imajo več substance, imajo več toksinov v črevesju povezanih z sluzjo. Je pa recimo hidrokolon za nekoga, ki je izčrpan živčno pod stresom ali recimo vata človek, to so oni sukljati in pač ozki po telesni zgradbi, za njih bo nekaj tazga poslabšalo stanje. Ali pa recimo taki veliki klistirji in za Ayurvedo vsak klistir mora imeti malo olja v sebi. Mora vsebovati nekaj malega olja, vseeno žlico. Živčni sistem. Da se nahrani sluznica debelega črevesja, katera se nagiba suhoti, še posebej, če so plini noter. Koliko pogosto pa vi greste na pančakarmo? Jaz nisem tako pridna, kar se pančakarma tiče, enkrat na nekaj let, na 5 recimo, ali kaj takega. Nekateri imajo tudi to za sredstva pomlajevanja. Tudi. In dejansko je. Se pravi, jaz se spomnim, to je oljenje vsak dan, masaža vsak dan, to je klistir vsak dan, ampak ta mali, to je prečiščena hrana, ekološka, pri čemer me je najbolj presenetilo to, kar se mi zdi, da večino ljudi skrbi, da bi se omejeval vnos hrane, da bi še na postu, pa v bistvu ni, lahko se je več, ampak ker ni maščobe,
Hrana je lahka, Je tako lahka, da se lahko. ampak je hranljiva. Ja. Tako da telo definitivno pančakarma kot način očiščevanja dejansko na koncu, po vseh teh dnevih, enem tednu, včasih so to 2 tedna ali več, definitivno jemlje telesu nekaj substance, ker vseeno taka lahka prehrana pač je nekaj, kjer telo ne dobiva ful, ampak tudi ni obremenjeno, pač zelo veliko, ampak ja, je sigurno nekaj, kar se priporoča ljudem. Kako to, da vi ste zdravnica, kako to, da ste pristala v ajurvedi? V tej smeri? Jaz sem delala slabo desetletje kot splošna zdravnica in v resnici sem nekako izstopila iz tega sistema, ker sem vse bolj in bolj imela občutek, da zdravstveni sistem je vse manj zainteresiran za zdravje in vse več za menadžiranje bolezni. Torej, začeli so se te neki protokoli menadžiranja bolezni, začelo se je... Kaj pa pomeni to menadžiranje? To pomeni, kako zdraviti bolezen, ko je naenkrat... Zdravila. Tako je, ampak ko pač poudarek ni več bil na preventivi, poudarek ni bil na nekih, recimo v mojem času, ko sem jaz začela delati, smo tu vsi splošni zdravniki recimo imeli na mizi tudi listke, ki se vsakemu po, ne vem, operaciji žolčnika ali nečesa dajalo neke liste z navodili za prehrano. Recimo danes slišim vsaj od svojih ljudi, ki pridejo k meni, da recimo po teh operacijah pač so dobili ustna navodila, ampak recimo nekateri pravijo, da pač niso dobili veliko navodil in so zato prišli na pogovor k meni. Tako da dejansko me toliko dolgo ni v sistemu, da dejansko ne vem, kaj se tam dogaja, mogoče nimam prav, ampak hočem reči, da je zdravstveni sistem nezainteresiran za zdravje. Pač nezainteresiran je vlagati bodisi v edukaciji študentov ali v denarju za različne programe, v neko preventivo in povratek k naravnem življenju. Pač k v resnici temu, kar je že Hipokrat povedal, da je v resnici in ne samo on, ker v zgodovini medicine je veliko velikih zdravnikov točno to povedalo, da je hrana hranilo in zdravilo. In da v resnici se zdravje lahko vzdržuje med ostalim tudi s hrano. In takrat ste bolj predpisovala zdravila, zdaj pa v bistvu predpisujete, kako hrano kot zdravilo uporabiti, zato da bi nekdo optimalno zdravje hrano in določena zelišča in določene prakse, pač, če je človek za to odzivan, ampak načeloma ja. Ja, ker je hrana nekaj, kar človek vnaša v sebe 3-krat dnevno, ali pa 2-krat, ali pa 1-krat dnevno, 365 dni v letu, kar pomeni, da to... Mislim, ne verjamem, da človek rabi doštudirati medicino, da mu je jasno, da mi dejansko s hranili, ki jih pojemo, izgrajujemo svoje celice. To je material, katero telo uporablja za gradnjo telesa in od tega je odvisno vse. Ja, mi smo šli pa v hedonizem. Mi danes bolujemo za... Pač, tako kot se je nekoč po drugi svetovni vojni je bilo veliko bolezni pomanjkanja, danes mi imamo bolezni preobilja. Kar pomeni, če recimo o tem razmišljamo, kar pomeni, da v resnici smo prišli do točke, ko se moramo začeti ukvarjati s človeškim umom. To se pravi, da človek, ki ima dovolj in ki ni v pomanjkanju, ni nagnjen temu, da postavi sebi omejitve niti v imenu svojega lastnega zdravja. Kaj šele v imenu česa? Česa drugega. Torej, tukaj se zopet pogovarjamo o človeškem umu in o tej ravni, za katero ajurveda tudi smatra, da je praktično
en od najmočnejših, to je raven človeškega uma. Ja, in tukaj smo zelo slabi, ne? Smo prešibki. Nekako. Niti se velikokrat človek ne zaveda, kaj ima v svojem psihološkem polju. Jaz mislim, da ohranjati svoje psihološko polje čisto, svoje misli, občutke jasne in čiste, take, da obstaja čim manj notranjih konfliktov, ali pa se vsaj zaveda teh konfliktov in nekako poskušati razumeti ta konflikt in ga nekako rešiti in pustiti, da ga on pelje naprej, tega je malo. Tega je malo v tem času preobilja in visokega standarda, kljub temu, da se govori o tem, da postajamo vse bolj revni, mi še zmeraj imamo zelo veliko, vse, kar se hrane tiče in ostalega. Torej, kljub temu, pač, da imamo zelo veliko, mi nimamo sposobnost, da se zavemo, kaj je do vsega tega, kje je meja naša, kje je v resnici v svojem psihološkem polju, kje je kaj je moja izbira in potem, koliko je zadosti. Kaj je po vašem mnenju bi bila rešitev, če se moramo imeti več, da bi bili sposobni najti ta balans, ali pa da bi bili sposobni videti, ok, tega res ne rabim, ne, ali pa ne vem, ok, ne, mentalno razumem, ne vem, cigaretov ne rabim, ne, pa nimam sploh energije opustiti to, ali pa ne rabim zdaj hitre hrane, ne, belega kruha lahko jem kilo, ponazrnatega imam dosti 2 kosa. Kaj rabim vnesti v življenje, da bi moj mental bil tudi bolj sposoben, močnejši pri odločitvah, pri tem? Mislim, prvo, kar bi rada že na samem začetku povedala, je, da evolucija naše zavesti je počasen proces, ki traja življenja. In da nekdo lahko naredi morda več, nekdo ne more ta trenutek narediti zelo veliko, ali pa definitivno vsi, če hočemo nekaj na tem narediti, se moramo naravnati na dolgi rok. Ampak če bi izbrala eno stvar, za katero mislim, da je ključna v tem procesu, ne glede na to, koliko dolgo bo ta proces trajal. Jaz bi rekla, da je to notranja tišina. Rekla bi, da je to sposobnost in to bi recimo bila stvar, ki bi za moje pojme morala biti upeljana v šole, kot neke vrste meditacija ali sedenje v tišini. Skratka, spraviti se z neko tišino, da bi človek lahko sploh slišal sebe. Ja. Kaj pa, če človek sliši, ne vem, misli ljubosumja, pa posesivnosti, vidi, da se ne more pismo ločiti niti od krame doma, ali pa da čuti ljubosumje, da grabi, da kar nima dovolj, ne, in v smislu finančnih, da si skozi nekaj želi. A bi lahko rekli, da je že to en znak, ne, ker jaz iz psihologije vem, ne, 95% misli naj bi bilo v mentalu dosti negativno usmerjenih, ker ne bi nas evolucijsko to pripeljalo, ne, in zaščitilo pred nevarnostmi iz okolja. Ne. Zdaj, a so lahko že take misli v bistvu en tak alarm pismu, nimam zdrave noter psihe? Ne vem. Mislim, prvo se jih človek mora zavedati. Definitivno so pa take misli alarm, ampak take misli ima zelo veliko ljudi. Jaz mislim, da tisto, kar je silno važno, je to spraviti v neke programe, to tišino, v neke programe v šole, da bi že otroci bili sposobni, če nič drugega, narediti diagnozo tega, da to se jim dogaja. Veliko ljudi danes ne ve, da se jim to dogaja, se pa jim dogaja. Noter so v tej zgodbi toliko, da ni te distance verjetno, da vidiš, da to pa razmišljaš ali pa tako čutiš, ali pa ne vem. Lahko bi rekla, da ni distance, ampak definitivno v tišini imaš možnost slišati, kaj gre skozi tvoje psihološko polje. V nekem neprestani interakciji navzven ti pravzaprav tebe drivajo te, bi rekla,
vsebine psihološke, ampak ti nimaš časa, da se ustaviš in da sploh pomisliš, kaj tebe drive, recimo, da pa ne me narobe razumeti, jaz mislim, da so to konstruktivni načini zapolniti neko svojo notranji manjko, recimo, ljudje postanejo zaradi nekega notranjega manjka ali šibkosti uspešni podjetniki, eni postanejo, ne vem, športniki, eni postanejo takšni in to so zelo boljš to, kot da bi postali alkoholiki ali pač narkomani ali kakorkoli, ampak tisto, kar se mi zdi pomembno, je, da se človek tega zaveda. Pomeni tudi, da je en velik pogum, da se človek ustavi in da se ozave teh vsebin v sebi, ker na naslednjo stopnico razvoja ali pa reševanja tega, če je to možno v tem življenju, ne moreš stopiti, ne da se prvo ozaveš, kaj je v tebi. Ne moreš reševati nekaj neobstoječega, za tebe neobstoječega. Tako da mislim, da je najvažnejše mogoče šolati to tišino, v kateri bo zavedanje tega, kaj nosimo v sebi, bolj transparentno. Potem od te točke naprej pa obstaja veliko načinov. Nekoč, ko sem jaz bila mlajša, ni bilo toliko psihoterapije, ampak zato so služili prijatelji. Pogovarjal si se s svojimi dobrimi prijatelji in ste poskušal si slišati, kaj ti oni povejo, kaj si ti misliš potem o tem, pomagali so te na nek način. Zdaj obstajajo neke psihoterapije različne, tako da predvidevam, da je tukaj potem to, kjer lahko se poišče pomoč. To lahko jaz potrdim po 2 letih. A ste za to, da narediva še en stoječ obhod, da pokaževa, kje ste vi v svoji tišini, pa greva do vaše visoke grede in mogoče nadaljujeva malo debato o Džotišu. Lahko. Evo, zdaj smo pred vašo hišo, kjer ste največ miru dobite. Evo, bom pokazala malo razgled. Ste v taki globoki hosti in predlagam, da se sprehodva do vaše te visoke grede, ki je čist nova, in lahko vidva, kako v bistvu tudi skrbite. Evo, greda, katero so mi prijatelji pomagali postaviti in za katero sem res globoko hvaležna. Evo, se imamo lahko takole v ozadju. Se mi zdi krasna reč, da imate svojo zelenjavo. To je ena največjih v tem času takih prednosti hiše. Hotela sem še spregovoriti mogoče o Džotišu. Kako vas Džotiš dopolnjuje, recimo prav ajurvedo in vse to, mogoče lahko tudi kam sem zataknem telefon. Mislim, Džotiš je eden od načinov, s katerim ali pa ena metoda, s katero si ajurveda pomaga. Džotiš je, sicer za tiste, ki niso slišali za to, kaj je Džotiš, je indijska tradicionalna astrologija. Astrologija, katera sicer v današnjem času hudo zlorabljena, tako da marsikdo praktično smatra, da je astrologija nekaj, kar je bodisi larifari, bodisi nekaj, kar nima nobene znanstvenega ozadja. Za mene in za ajurvedo in za indijsko tradicijo je Džotiš pravzaprav nekaj, kar omogoča vpogled v to, kakšne vplive določeni planeti s svojim elektromagnetnim delovanjem, glede na to, da so bili v določenih položajih, tudi ko se je otrok razvijal kot embrio in potem kot zarodek in potem kot v trebuhu kot fetus in potem se rodijo. Džotiš pravzaprav gleda na življenje, kot da ono poteka znotraj nekih širših ciklov, znotraj enega širšega življenja, da mi ne samo, da smo samo eno kraljestvo na tem planetu, mi smo kraljestvo, katero pač je eno izmed, ampak da tudi ta planet je del sončnega sistema, kateri predstavlja eno enoto, zavestno enoto za Džotiš, zavestno enoto, kateri ima te
planete znotraj solarnega sistema in je Sonce neko središče in da je tudi naš solarni sistem eden majčkan delček večjih vplivov, kateri so pa sploh predmet pol ezoterične astrologije kot nečesa, kar se danes praviloma gleda. Tako da Džiotiš je na nek način astrološka karta. Džiotiša je na nek način nekaj, kar mi omogoča, da v Ajurvedi recimo preverim, ali sem pravilno ocenila konstitucijo nekega človeka, kar mi omogoča, da mogoče vidim, če nisem prepričana, v katero smer gredo obdobja v življenju človeka in ali ga čaka še več recimo bolezenskih težav, ali bo stvar se počasi imela. Je tudi karmična mogoče kakšno bolezensko stanje, ali tako se tudi to vidi? Mislim, vse od tega se vidi. Večina bolezenskih stanj je dejansko, še posebej teh, ki mi rečemo dedne ali dedne predispozicije, so pač tisto, kar je za nas genetika, se v ajurvedskem jeziku in indijski tradiciji kliče karma. Torej vse, kar je zapisano kot neke vrste, kako bi rekla, naših nagnjenj fizioloških in psiholoških, je zapisano v genetiki in je tisto, čemu oni rečejo karma. Ja. To se mi zdi res prednost vseh, ki se odločijo, da pridejo k vam na svetovanje, ne? Da pogledate ne samo družinsko anamnezo, dejansko tudi karto. Tudi, če obstaja potreba potem, drugače je pač, če ni te potrebe, če je vse jasno, pač to absolutno ni nujno. Tako da, ja. Ampak je pa ena, mislim, se mi zdi, da en pripomoček je. Pripomoček, še posebej mogoče za koga, ki ni siguran ali v svojo življenjsko pot, ali vem, da ko smo delali skupaj kakšne karte, se spomnim, dosti ljudi je prišlo, ker niso bili sigurni, ali jim je ta smer namenjena, zakaj jih to kliče na samo svojo poklicno pot, recimo, zakaj eni rabijo to družbeno koristni del delati, in je nekako s karto veliko bolj jasno, zakaj nimajo denarja, in to mi gre včasih na živce pri vseh teh hitrih rešitvah, o katerih beremo, kot da zdaj, če boš delal po določenem protokolu in določeni strukturi, potem boš bogat, kar sem se pa na Džiotišu naučila, pri biranju, je bilo pa res to, da ni vsakmu namenjen, ker ima mogoče karmični dolg, ali pa pač ima tako hiše postavljene, da mu vsakič denar polzi. In to mi je bilo pa tako, vse je v redu z mano, pač ne glede na to, a bom več delala ali manj, neke druge stvari se moram učiti. Ljudje, ko to slišijo, so pol, in se lažje tudi sprejmejo, in vem, da smo za par mojih prijateljic tudi delale. Da, jaz samo srčno upam, da zares sprejmejo, zaradi tega, ker je to... Ja, to je pa pol na njih. Včasih se mi zdi, da je dejansko vse to, kar človeku leče, kako bi rekla, ker lahko sliši iz razlage te svoje karte, lahko tudi najde, če prisluhne svoj lastni duši, če ima dovolj tišine, da prisluhne. To, kar smo pa prej govorili. Tako je. A greva še malo na sprehod? Se mi zdi, da probava te 3 opcije, da je dinamično, ker se meni tudi ne zda primerno stati. To sem se zdaj prav res spomnila, da smo imeli primer ene umetnice, ki ni namenjeno, da bo zdaj v tem življenju ne vem kako znana, čeprav izredno dobra, pa ne bo imela nekaj denarja, pa kako me je fasciniralo, da ne glede na to, katero karto sem vam dala, vi ste vedno zadela, kaj je zgodba s človekom zadaj, in smo imeli tudi primer, ene, ki skozi dela v tujini, težko ohranja, ne vem, prijateljstva ali tako, in kako se v bistvu vse to vidi, in večina ljudi je pomiril, je pomiril ta podatek, da je vse v redu, da preprosto v tem življenju imajo neko drugo nalogo. Da, jaz sicer mislim, da bi se te ljudje verjetno pomirili tudi, če jim jaz to ne bi povedala. Zaradi tega, ker je ta, kako bi rekla, ta nemir in ta negotovost, ki jo ljudje čutimo v določenih obdobjih svojega življenja, še posebej, ko smo mlajši, tudi ene vrste preizkušnja in ne samo test, ampak tudi del poti, da človek prej ali slej
poskuša nekaj, kar mu vsi govorijo zadaj, da bi moralo biti, in potem čez nekaj časa, ko vidi, da ne gre in ne gre, neha pričakovati od sebe, da mora ustreči tej sliki. Se pravi, se mi zdi, da pa me boste popravila, ampak vsi te nasveti, kar se tiče prehrane, a ne, paradižnik je dober, ni, dajte klistirati se vsi, dajte, a ne, da to v bistvu ne pali, da šele ajurvedski zdravnik lahko tudi naredi celosten pregled in pove, kaj je točen za tip osebe v redu, da bi zdravstveno ohranil. In enako tudi psihološko, a ne, če pogledava Džotiš, a ne, ki pa bolj pomaga pri tem iskanju neke svoje specifične poti, a ne, kako je v bistvu spet ni enoznačnega odgovora, dajte delati, a ne, da boste uspešni in samostojni in bogati in a ne, to, kar je zdaj ena največjih vrednot v Zahodu, a ne, ni enega recepta, kaj je tvoja pot. Moja pot je samo moja pot, tvoja pot je samo tvoja pot, torej ne more biti enoznačen odgovor, ne more biti enoznačen odgovor v svetu, v katerem je toliko barv, toliko različnih ljudi, toliko ljudi, ki imajo različne življenjske zgodovine, različne karakterje. Kako je lahko nekatere stvari lahko spravimo v protokole, ampak nekatere stvari pa spraviti v protokole postane škodljivo. Postane v resnici način, kako pravzaprav delamo od ljudi samo neke vijake v nekem stroju, ljudi, ki nehajo biti pristni. Nehajo biti preprosto to, kar so, in nehajo izhajati iz sebe v tem, kar imajo dajati temu svetu. In meni se zdi, da je to en tak lep zaključek najine oddaje danes. Tako da hvala vsem, ki ste zdržali do konca, in kot sem obljubila, da vam še izdam, a ne, zakaj imamo isti priimek, a ne? Zato, ker sem se poročila v bistvu z Biljaninim sinom, tako da sem dobila njen priimek, evo, in to je ta zaključek, ki sem ga obljubila kot bonus. Tako da upam, da ste uživali in da vas ta tišina se dotakne in da najdete tisto svojo pot. Biljana, hvala za ta intervju.